Tudi hvala lepa, da ste se odzvali na naše povabilo. Danes bi vam radi predstavili nekatere predloge Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za izboljšanje položaja delavk in delavcev, še zlasti z poudarkom na položaj delavcev, migrantov v naši državi. Dogovorili smo se, da bo najprej spregovoril naš kolega Oskar Komac, sekretar sindikata, ki pokriva interese, ščiti interese članov z področja gradbeništva. Izvoli, Oskar. Ja, hvala, vsem skupaj, lep pozdrav. Torej, seveda ni nova ugotovitev, da je trenutno položaj delavcev zaposlenih v gradbeništvu katastrofalen. Zdaj, seveda, mi smo se ves čas pravzaprav prizadevali to, da bi ljudje imeli delo in skozi delo tudi lahko uresničevali, bomo rekel, vse svoje pravice, ki iz tega naslova gredo. Zato smo že praktično leto ali skoraj 2 leti nazaj pravzaprav apelirali na državo, naj začne z nekimi državnimi javnimi infrastrukturnimi projekti, da bi se dejansko to gradbeništvo zaposlilo, ker imamo še kar veliko tega za postoriti v naši državi. Ne zato, da bi reševali, bomo rekel, panogo kot tako ali pa celo, ne vem, lastnike gradbenih podjetij, ampak da so to neke realne potrebe države. Ta moment je že več ali manj jasno vsem, da teh projektov vsaj v neki dogledni prihodnosti pravzaprav ne bo. Vrednost opravljenih del pada iz meseca v mesec in se bliža že skoraj, da bomo rekel, 50% padcem glede na obdobje 2008, ki je bila nekaj konjunktura na najvišjem nivoju. Število zaposlenih pada iz meseca v mesec. Jaz moram reči, da je samo po zadnjih statističnih podatkih iz novembra do decembra lani skoraj da 4.000 zaposlenih manj v gradbeništvu, da je 20.000 ljudi od konec leta 2008 zgubilo skupaj delo v gradbeništvu in bomo rekel, glede na projekcijo teh številk, lahko ugotovimo, da skoraj da v dobrem letu, če se bo to nadaljevalo, gradbeništvo v Sloveniji sploh več ne bo, če bo takšna dinamika se še nadaljevala. Jaz moram reči, da to številko padca skoraj da 4.000 ljudi še niso upoštevana podjetja iz skupine SCT, ki so šla v stečaj nekatera, ni upoštevan stečaj CPM-ja, Maribor z 700 zaposlenimi skoraj, ni upoštevan stečaj Stavbarja, Maribor z 120 zaposlenimi in še nekaterih drugih podjetij, ki so šla v stečaj v začetku letošnjega leta. Podatek, da od 4 velikih podjetij, največjih podjetij v slovenskem gradbeništvu, sta 2 že v stečaju, eden je delno v stečaju, delno v prisilni poravnavi, govorim za SCT, v katerega tudi do danes še ni plač za mesec januar, kljub oklicani prisilni poravnavi, in da je samo še eno podjetje iz teh, bomo rekel, velikih 4, ki trenutno še uspeva preživeti. Tako da so to številke, ki, bomo rekel, kličejo po temu, da ukolikor že nismo žal uspeli prepričati državo, da je potrebno ne reševati gradbeništvo, ampak mu omogočiti, bomo rekel, delo z nekimi državnimi investicijami, z nekim New Dealom, z nekimi infrastrukturnimi projekti, potem je potrebno seveda v tem trenutku podnujno sprejeti nekatere sistemske ukrepe za reševanje socialnega položaja zaposlenih. Zdaj seveda tukaj so v zelo težkem položaju delavci migranti, ki pač imajo tukaj stalna ali pa začasna prebivališča. Seveda pa ob tem ne smemo prevzeti tudi vsi ostalih, ki tudi delajo v gradbeništvu in, bomo rekel, so ali državljani Republike Slovenije ali pa imajo tukaj, bomo rekel, stalno prebivališče. Tudi oni so v izredno težkem položaju. Jaz moram reči, da praktično, ko je podjetje pred stečajem, tudi če je zadeva relativno hitro procesirana, so praktično ljudje 3 mesece brez kakršnikoli dohodkov. To je po upoštevanju rokov in vseh zadev, ki jih trenutno določa veljavna zakonodaja,
je to ta rok, ko 3 mesece dejansko nobenega denarja ne dobijo, šele kasneje, potem nekje, ko se vsi podatki zberajo, tako naprej vstopi jamstveni sklad v določenem delu in seveda potem tudi zavod za zaposlovanje, seveda tisti, ki to pravico imajo. Tako da, toliko bi se rekel za vodno. Ja, Goran Lukič, naš strokovni sodelavec na tem področju. Goran, samo meni, če bi... Ja, hvala še. Za mene bi nekaj povedal par stvari glede položaja delavcev in še posebej delavcev migrantov v Sloveniji. Kako je že rekel Oskar, situacija še zdaleč od tega, da bi se obetala luč na koncu tunela, mislim, da je ravno obratno. Pripravili smo določene podatke, za katerimi pa moram že zdaj podariti, da se zagotovo skriva ogromno teh slabih oziroma tragičnih zgodb. Mogoče, če bi začeli samo za podatki, kaj je sploh še ostalo od migracij v Sloveniji. Ne bi šel preveč po podrobnosti, bi povedal samo to, da po podatkih, kakršnekoli že obrnemo, podarim, da boste tudi vi to dobili kasneje, tudi po elektronski pošti. Torej, kakorkoli že obrnemo te podatke, ali da gledamo Statistični urad Republike Slovenije, karkoli drugega, povratne migracije, torej migracije nazaj v matične države, so v tem trenutku izjemno močne. Torej, če smo leta 2007-2008 govorili o migracijah oziroma imigracijah v Slovenijo, je zdaj zagotovo obratni tok veliko močnejši, torej zdaj lahko govorimo zgolj o emigracijah. In recimo en alarmanten podatek, ki ga lahko naprej na drugem slajdu vidimo, je recimo, da če je bil v letu 2008 prirast selitveni v Sloveniji nekaj več kot 5000 oseb, je bil leta 2010 175 oseb. To je to na naslednjem slajdu, sem če dopovedal. Skratka, tukaj te številke zagotovo povedo konkretno o kakšnem obsegu emigracij, torej izselitev iz Slovenije gre. Dejstvo je, da tukaj ne treba okolišati, pa razmišljati, pa analizirati situacijo, zakaj je temu tako. Če so prišli migranti v Slovenijo zaradi izključno ekonomskih razlogov, se nažalost izseljujejo oziroma odhajajo nazaj v matične države spet zaradi ekonomskih razlogov, tokrat zaradi izjemno slabe situacije, bodi se v gradbeništvu, bodi se v drugih panogah. In te zgodbe povratnih migracij so zagotovo zelo žalostne, kakor bomo v nadaljevanju tudi videli. Ampak tisto, kar bi mogoče poudaril, je tisti vzorec, kaj se tukaj dogaja. V zadnjem času, če lahko nadaljujemo z predstavitvijo, v zadnjem času, recimo v zadnjih parih letih, je nenormalno veliko število kršitev delovne zakonodaje. Recimo v zadnjih parih letih se je podvojilo število kršitev. Medtem po drugi strani pa se je število podjetij oziroma pravnih oseb z neporavnanimi obveznostmi tudi eksponentno poskočilo. Zdaj, kaj to pomeni? Če to seštejemo, vse te vzorce skupaj, pomeni to, da v bistvu glavni voz, ki je povečeval BDP 2008 leta, je bil gradbeništvo. In ravno v tem vozu so se začele dogajati nenormalne kršitve delovnopravne zakonodaje, ki so zdaj v popolni meri izbruhnile. In to v popolni meri na plečih delavcev migrantov in nasploh delavcev. Tukaj se vidi, recimo, te številke so zagotovo zelo alarmantne. Recimo po zadnjih podatkih za 2009 število kršitev delovne zakonodaje je 6013. In to poudarjam pri 9900 pregledih. Skratka, tukaj gre za res, bi rekel, skoraj za epidemijo kršitev delovne zakonodaje. In ne samo, bi rekel, tukaj gradbeništvo, ampak nasploh. Torej, nažalost, očitno je, da v času konjunkture se je izoblikoval za delavce izjemno neprijazen gospodarski, ekonomski in socialni model. Ne moremo mimo gradbeništva. Gradbeništvo je zagotovo največje število delavcev migrantov zaposlenih. Po podatkih recimo za 2010, sicer se je ta številka skoraj prepolovila, če je bilo recimo 2008 leta 44 000, zdaj jih je 28 000, ampak kakor sem rekel, po številu kršitev gradbeništvo tukaj ponovno podarjam prednjači in kakor potem ta dva vzorca skupaj damo, ugotovimo pač, da nažalost tisti, ki tukaj na hrbtih, katerih se ta negativni vzorec še kako potem implementira, so ravno delavci migranti. Potem, če nadaljujemo, kaj to pomeni konkretno, ko govorim pa, že se na delavcih, oziroma na hrbtih delavcev migrantov odpeljuje ta slab model. Recimo, en primer te hinavskosti delodajalcev. Delodajalci govorijo, da hoče imeti fleksibilen trg dela, po drugi strani pa nekakor nočejo slišati, da bi imeli delavci migranti osebno delovno dovoljenje,
ker jih hoče imeti na sebe privlečene, torej hoče jih imeti pri sebi, ob sebi, s čim manj pravicami, tako da jih čim dlje izkoriščajo. In tukaj je mogoče en taka izjava, ki je bila podana v eni izmed diplomskih nalog, delodajalec je sam rekel, da pač noče imeti delavcev na osebnem delovnem dovoljenju, zaradi tega, ker ko dobi osebno delovno dovoljenje, gre pa k boljšemu delodajalcu. Torej, to je tista ironija tragična. Po eni strani govorijo delodajalci, da imamo premalo fleksibilen trg dela, da so delavci premalo mobilni, po drugi strani pa delavci migranti dobesedno vežejo na sebe, da jih lahko izkoriščajo. Potem naprej, recimo, moram priznati, da delodajalci so zelo, zelo inovativni v zadnjem času pri kršenju delavskih pravic. Recimo pred časom sem omenil primer tako imenovanega davka na recesijo. Tukaj da vidite izsek iz te tako imenovane plačne liste. Gre za konkreten realen primer delodajalca, ki je utrgal delavcu 200 evrov in to pomenoval kot davek na recesijo. Pred parimi dnevi recimo sem dobil v roke tako imenovano pogodbo za zaposlitvi, ki je kos papirja napisano s kuljem in potem kao podpisano. Skratka, očitno je, da zaradi slabe regulacije, slabega nadzora so delodajalci pri kršenju delavskih pravic dobili ogromna krila. In recimo še en primer, plačna lista, ki jo je recimo delodajalec pokazal pri nadzoru, je bila skopirana oziroma sprintana za deko portala. Naprej recimo zdravje delavcev migrantov. Dobesedno, delodajalci hočejo izčrpati delavce migranti, ker vedo, da bodo potem prišli drugi, oziroma so mislili. In zdaj, kaj se dogaja v povratnih migracijah, nazaj v Bosno, nazaj v Srbijo, odhajajo izjemno delavci migranti z težkim zdravstvenim stanjem. In tudi se ugotavlja preko objektivnih kazalcev, tudi recimo bila ena izjava dr. Metode Dodič-Fikfak iz Inštituta za medicino dela, prometa in športa, ki je izjavila recimo, da v zadnjem času smo nazaj vračali domov invalide, torej ko govorimo o migrantih. Ni bilo nekogar, ki ne bi imel vsaj enega izmed teh simptomov, katerim sem napisal, mišično-kostna obolenja, zdravstvene težave in tako naprej. Skratka, uvozi zdravega delavca, izkoristi ga in potem izvozi nazaj fizično in psihično izrabljenega delavca in nažalost tudi potem pozabi na obveznosti do njega. Takšni gospodarski in socialni model se je delal na migrantih. Če pa potem pogledamo, kaj je tukaj država naredila, malce sem se pogral za tistimi krokci, ki jih ponovadi uporablja vlada, tako da mogoče se upravičujem tukaj za avtorske pravice, ampak vseeno bi rekel, da kakor vidite tele rdeče krokce, vlada je recimo sprejela ogromno zakonodaje po skrajšanem postopku, tudi zakonodaje, ki so šle ne ravno v smeri delavskih pravic, medtem ko pa v smeri zmanjševanja kršitev pravic delavcev migrantov oziroma izboljševanja njihovega položaja, pa nažalost vidimo samo rdeče krogce. Torej do zdaj je bilo izjemno malo res sprejetega in uveljavljenega na področju zakonodaje. Mogoče oziroma zagotovo bi tukaj apeliral na vlado Republike Slovenije in na državni zbor, da naj čim prej oziroma takoj tudi uveljavijo in seveda tudi sprejmejo spremembe zakona za poslovanje delo tujcev, ki bodo omogočili delavcem migrantom, da bodo lahko hitreje pridobivali osebno delovno dovoljenje in da bo tudi sprejeta uredba o minimalnih bivalnih pogojih. Moramo vedeti, da uredba o minimalnih bivalnih pogojih je bila na podlagi delovne skupine 2009. Leta že oblikovana in od takrat naprej nekje v predalu. Torej od takrat naprej od 2009. že leto in pol ta uredba je črka na papirju. In ogromno je teh zakonskih momentov, ko nažalost v tem trenutku se zgolj govori, se pa nič ne naredi. Tudi recimo sporozum, spremembe socialnega sporozuma med Slovenijo in Bosno. Ogromno je bilo povedanega, Zveza svobodnih sindikatov že 2 leti opozarja, sploh ne vemo več, komu naj se obrnemo na tem področju, ampak še vedno smo v točki, ko ta sporozum, oziroma spremembe sporozuma na takšen način, da bi lahko delavci migranti iz Bosne recimo dobili denarno nadomestilo, ni sprejeto. Moramo pa povedati, da v tem mestnem času, ko ni bilo volje politične očitno, da se sprejme te sporazumi, ki bi omogočili pravico do denarnega nadomestila za delavce migrante iz Bosne, je ogromno delavcev šlo domov. Torej lahko se tukaj potem špekulativno vprašamo, ali je to šlo zgolj za slučajnost, ali pa to šlo za vzorec. Potem tudi ogromno je recimo problematike pri uveljavljanju pravic delavcev migrantov, ki prihajajo iz Hrvaške, dnevnih migrantov. Skratka, kamorkoli se obrnemo pri pravicah migrantov, nekako se zdi, da zakonodajni proces obstane. Da je 1001 razlog, zakaj ne bi potem tega sprejeli, ali pač, da je vljudnostno sporočilo za javnost, če delamo vse, kar lahko moremo. Vmes pa, ko so nekaj migranti gredo domov. Ko sem govoril o regulaciji,
O regulaciji je velik problem, zaradi tega, ker v vsem tem mestnem času, recimo število inšpektorjev ne bi ravno rekel, da se je povečalo. In tukaj zagotovo mora tudi vlada absolutno sprejeti vse razpoložljive možnosti, da se sprejme takšen zakon o inšpekciji dela, ki bo omogočil bolj učinkovit nadzor nad kršitve delavskih pravic. V tem trenutku lahko vidimo na podlagi objektivnih dejstev, da zelo škripa delo inšpektorata. In mogoče samo en primer, kaj se zgodi, ko je slab nadzor. Prejšnjem letu smo imeli primer podjetja Prenova in takrat se je tudi Ministrstvo za delo in Zavod za zaposlovanje zavezalo, da bo tem delavcem podjetja Prenova tudi poiskalo delodajalca. In kaj se je zgodilo? Zaradi slabega nadzora služb inšpektorata za delo so bili ti delavci, nekateri izmed njih, poslani še k slabšemu, če lahko sploh rečem, slabšemu delodajalcu, Gratim. Torej, preko Zavoda za zaposlovanje so bili poslani delavci Prenove k podjetju Gratim, ker je Gratim kao bil dober delodajalec je pa bil zaradi tega, ker ni bilo na črni listi. Ni ga bilo na črni listi delodajalca, zaradi tega, ker inšpektorat za delo ni opravil svojega dela. In tako so potem, kaj se zgodi, se začne krožiti v bistvu ta kršitev delavskih pravic skozi delavce. To je samo en tak kritični, recimo, primer. Tukaj pa mogoče prišel na konkretne ukrepe. Tukaj, recimo, vidite, kaj se konkretno zgodi. Ko smo šli pred pol leta, pred enim letom na Samski dom, so bili polni. Zdaj ni več, zdaj so prazni. In to je ta kruta realnost. Zdaj so se migracije premaknile nazaj v matične države. Mogoče bi tukaj zaključil z konkretnimi ukrepi. Prvi ukrep, ki ga tukaj predlagamo, je tako imenovana hiša za migrante. Zdaj, na podlagi vseh teh situacij, ki se dogajajo v zadnjem času, dejstva, da migranti preprosto nimajo zdaj socialnih, ekonomskih sredstev, da se lahko privoščijo 150 ali celo več evrov za tistih par kvadratnih metrov, je dokaj realno, oziroma zelo realno tudi dati naprej predlog, da se oblikuje institut hiše za migrante, kjer bi lahko na enem mestu bilo nudeno delavcem migrantom tako konkretno svetovanje, kot tudi možnost začasnega prebivališča. In v smislu konkretne, recimo, vsebinske operacionalizacije bi tukaj pozvali seveda vsa pristojna ministrstva za delo, gospodarstvo, tudi navsezadnje okolje in prostor in pa tudi lokalno samoupravo, recimo v primeru Ljubljane, tudi mestno občino Ljubljano, da pristopi k oblikovanju tega instituta, torej konkretno hiše za migrante, kjer bo tako imenovana krizna hiša na enem mestu nudila, kot sem rekel, in svetovanje in prebivališče. Kajti moramo se zavedati, da ogromno migrantov v tem trenutku preprosto se ne more privoščiti življenja tako v Sloveniji ne, kot v Bosni ne, in so ujeti na, sploh ne kako bi temu rekel, v neki čistini. Druga stvar, ki pa tukaj bi zagotovo poudaril, tudi v kontekstu današnjega visoko vladnega srečanja na Brdu, ki so prišli predstavniki predsedstva Bosne in Hercegovine, bi rekel, da naslednje, naj se takoj začne izplačevati nadomestilo za brezposelnost za delavce migrante iz Bosne. Naj se ne čaka na ratifikacijo sprememb socialnega sporazuma, kajti očitno je, da bo to še trajalo na podlagi pač realnih žalostnih izkušenj do sedaj, ampak naj za vraga že vlada Republike Slovenije spreme takšen ukrep, ki bo omogočil takoj zdaj izplačevanje denarnega nadomestila za delavce migrante iz Bosne. Tukaj moram poudariti, da v takšnem vidiku, kot je zdaj socialni sporazum, krši Evropsko socialno listino, zaradi tega, ker ne zagotavlja socialne varnosti delavcem v Sloveniji v enaki meri. In tukaj se mora vlada Slovenije in seveda tudi bosanska zelo zamisliti, ali je to tista promocija Slovenije v EU, ki si jo želi, zagotovo ne. Mogoče bi res tukaj na tem mestu končal, ampak še enkrat ponavljam, ni izgovor, da se čaka en na drugega, ni izgovor na to, da govorimo, da vsakih 2 tedna da ven ali slovenska vlada ali pa do drug sporočilo, delamo vse, kar je mogoče. Tisto, kar res mi pričakujemo in tisto, kar res tudi hočemo, je enake pravice za vse delavce. In tukaj vlada naj ta korak naredi takoj. Hvala. Ja, Andrej Zorko, naš sekretar. Andrej Zori. Najlepša hvala. Zdaj, mogoče je treba najprej reči tole, kjer bom končal, da nadaljujem. Vlada Republike Slovenije v prvi vrsti zavezana ljudem, ne pa birokratom v Bruslju. Zato je bilo zelo in zato je nujno potrebno sprejemati ukrepe, ki bodo olajšale za življenje, bivanje vsem v tej državi. Namreč ne smemo pozabiti, da je stopnja zaščite
najšibkejšega člena v delovnopravni zakonodaji, kar nesporno delavec migrant iz tretjih držav tudi je, da ta stopnja zaščite tudi pomeni stopnjo pravne varnosti vseh zaposlenih delavcev v Sloveniji, ne samo migrantov, tudi slovenskih delavcev. Zato je seveda zelo pomembno, na kakšen način se ureja status delavcev migrantov v Sloveniji. Ampak tisto, kar predlagamo in kar je nujno potrebno sprejeti takoj, po skrajšanem, oblikovati zakonsko spremembo in tudi sprejeti po skrajšanem postopku, je rešitev problema neizplačanih plač, katerih delodajalci dolgujejo slovenskim delavcem. Vsem, ki opravljajo delo v Sloveniji. Zakaj gre? Že prej je bilo rečeno, da delavci po več mesecev ne prejemajo plač in šele na to, bomo rekel, gre podjetje v stečaj. Da pridobijo to neko socialno varnost, pridemo do absurdne situacije, da delavci danes zahtevajo uvedbo stečajnih postopkov. Torej, delavci čutijo večjo varnost na Zavodu za zaposlovanje, kot pa pri delodajalcu. To je absurdna situacija in to je definitivno situacija, ki ni zdrava. Zato predlagamo, da tudi v obdobju, torej, ko delodajalec delavcem ne izplača plač, pa delodajalec ne gre v stečaj in torej delavci nimajo pravic, da bi se prijavili na Zavodu za zaposlovanje in tudi nimajo pravic, da bi dobili, to je en del poplačila, recimo iz jamstvenega sklada, prav tako pa tudi nimajo pravic do raznih socialnih pomoči, kajti so zaposleni uradno, čeprav ne dobivajo prihodkov. Predlagamo, da se dopolni zakon o jamstvenem in preživninskem skladu in sicer na način, da bi delavci, ki ne prejmejo plače več kot mesec dni, več kot 2 meseca, torej imeli pravico iz tega jamstvenega sklada dobiti vsaj minimalni nadomestilo plače v višini, najmanj v višini minimalne plače. Torej, gre za enak institut, bomo rekel, kot imajo pravico delavci, ki so izgubili delo v stečaju. Razlika je samo sedaj v tem, da delavci torej ne izgubijo dela v stečaju, ampak so še vedno zaposleni pri delodajalcu, ne prejmejo pa plače, se pravi, nimajo nikakršnih sredstev za preživetje. S tem, to je spremembo, dopolnitvijo zakona v tej smeri, bi seveda vlada, bi država stopila kot upnik, to je do višine minimalne plače, do delodajalca. Prevzela bi terjatev, to je delavcev v tej višini in s tem tudi zagotovila vsaj ekonomsko varstvo šibkejše stranke. Šibkejša stranka v tem pogledu je vsekako delavec, to je zaposlen, tisti, ki opravi svoje delo, v skladu s pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa mu ne izplača plač. Prav tako bi bilo potrebno nujno spremeniti zakon o jamstvenem in preživninskem skladu v smeri, da prejemki, ki jih ljudje prejmejo iz jamstvenega in preživninskega sklada, niso predmet izvršbe. Recimo izkušnja iz Vegrada je kazala in je pokazala na absurdnost slovenskih bank. Delavci so zaradi neizplačanih plač, ki jih niso dobili več kot 3 mesece, prejeli iz naslova iz jamstvenega sklada določen denarni znesek. Vendar žal na svoj račun, v svoj žep, niso prejeli zneska, ki jim je bil nakazan. Zakaj? Zato, ker jim je banka neplačane kreditne anuitete odtegnila. Čeprav jim je bil nakazan znesek za vsak mesec, recimo v višini minimalne plače, ki je izvzet po zakonu sicer iz izvršbe. Dobili so pa znesek pač v enkratni višini, ki je seveda presegel znesek te minimalne plače. Zato je bilo nujno potrebno tudi jasno napisati, jasno določiti, da so ti prejemki iz jamstvenega sklada izvzeti iz izvršilnih postopkov. Skrajšati reakcijski čas. Namreč prej je Oskar lepo povedal, preden gre podjetje v stečaj,
ne, so delavci ponavadi 2, 3, 4, 5, 6 mesecev ali pa več, brez plač, brez kakršnih koli prejemkov, vsi delavci. Ne, in potem šele gre podjetje v stečaj in potem ponovno traja določeno časovno obdobje, da lahko delavci vložijo vso potrebno dokumentacijo, ki je potrebna za izplačilo iz jamstvenega sklada. Ne. Po naših izkušnjah traja to približno 3-4 mesece, od dneva, ko prvič ni bilo plače. To je absolutno predolgo obdobje. In še potem, ko dobijo in banke določen denarni znesek seveda vzamejo zaradi neplačanih kreditov. Ne. To so zadeve, to so stvari, ki ne povečuje varnosti, socialne varnosti naših delavcev. Dosti je govora o plačilni nedisciplini med podjetji, ne, o plačilni, o nespoštovanju rokov, ne, pri poslovanju med pravnimi osebami. Nikjer se ne govori o plačilni nedisciplini delodajalcev, ko delavcem ne izplačajo plače. Veljalo bi tudi razmisliti, ne, o spremembi zakona o izvršbi in zavarovanju, ne, v tistem delu, da bi plačilna lista na kateri je obračunana plačo delavca, bila izvršilni naslov. Ne. Zdaj imamo sistem, ko delavec mora enostavno vložiti tožbo zoper delodajalca, ker mu ta ni izplačal plače. In šele potem na podlagi pravnomočne sodbe vložiti predlog za izvršbo, se pravi izvršilni predlog. Postopek traja najmanj 3-4 leta. Zakaj? Če lahko, bom rekel, državno podjetje, kjer ima država večinski delež, lastniški večinski delež, ne, na podlagi neplačane položnice neposredno vložijo predlog za izvršbo, bi tudi delavec lahko, ne, vložil neposredni predlog za izvršbo zoper delodajalca na podlagi plačilne liste, ki je izdana s strani tega delodajalca. Skrajšal bi se sodni postopek, skrajšal bi se tudi rok, do katerega bi delavci morda lahko prišli do nekaterih, vsaj do dela, ali vsaj do enega dela, bom rekel, svojih prejemkov. 115.132 ljudi je po zadnjih podatkih brezposelnih v Sloveniji. 115.132 ljudi seveda je izgubilo delo, večinama njih, večji del, več kot 90%, proti svoji volji ali želji, brez svoje krivde. Velika večina njih je imela kredite. In te kredite zaradi izgube zaposlitve, ki je bila nepričakovana, danes ne morejo vračati. Govorimo tudi o hipotekarnih kreditih, potrošniških kreditih. Ne? Govorimo o tistih kreditih, ko so jih delavci vzeli, jih niso mogli vedeti, kaj se bo zgodilo čez leto, pol leta, 2 leti z njihovim statusom. In danes so ti ljudje seveda nezmožni te kredite vračati. Zato bi bilo smiselno, da bi komercialne, poslovne banke, hranilnice reprogramirale te kredite ljudem, ki so brez svoje krivde ostali brez zaposlitve. Ne? Ljudem, ki zaradi neizplačenih plač, premalo izplačenih plač, teh kreditov več ne zmorejo plačevati. Ni njihova krivda, da tega ne morejo plačevati. Krivda je tistega, ki mu ne izplača prejemkov. Če pogledamo recimo samo, kaj je naredila ena izmed slovenskih bank, novi finančni družbi, tretjemu največjemu lastniku Istrabenza, je reprogramirala kredit v višini 54 milijonov evrov. 54 milijonov evrov. Prav bi bilo, torej, da se ti krediti prav tako reprogramirajo fizičnim osebam, delavkam, delavcem, brezposelnim, ne, da se jim odloži vsaj za določeno časovno obdobje plačevanja kreditnih anuitet, da se jim v obdobju, ko ne zmorejo več plačevati, ne, teh kreditov, da se jim ne obračunavajo zakonite zamudne obresti, drugi stroški, bom rekel, opominjanja, da se ne gre v sodne izterjave in da se omogoči tem ljudem, da vsaj neko premoženje, ki so ga s kreditom recimo tudi pridobili, lahko tudi obdržijo.
Ne smemo namreč pozabiti, da imamo danes v Sloveniji, oziroma da je v letu 2009 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije bilo kar 28% gospodinjstev, ki je z svojimi lastnimi mesečnimi prihodki imelo velike težave pri preživljanju iz meseca v mesec. In samo 12% je bilo tistih gospodinjstev v Sloveniji, ki so brez težav preživljale mesec. Se pravi, govorimo o številkah, ki niso zanemarljive. 43% gospodinjstev je v letu 2009 si ne bi moglo privoščiti nepričakovanih izdatkov. 43% vseh gospodinjstev. To je drug problem v Sloveniji, o katerem je absolutno premalo govora, in to je prezadolženost slovenskega prebivalstva. In na tem segmentu vlada mora skupaj z bankami, katerih večinska lastnica tudi je, nekaterih izmed njih, sprejeti ukrepe, ki bodo pomagale slovenskem prebivalstvu, to je, da bo lažje preživel tudi sam to krizo. Kajti v nasprotnem primeru, ne bomo več govorili samo o ekonomski finančni krizi. Mi že danes lahko govorimo o socialni krizi. In prav je, da se na tem segmentu strani vlade tudi sprejmejo ukrepi, ki bodo ne samo blažili posledice socialne krize, temveč ki jo bodo tudi odpravljale. Hvala. Ja. Nekaj bi glede na vse to povedano dodal naslednje. Pravzaprav mi pozivamo vse politične stranke, pa naj se imajo za leve, desne ali sredinske, da težišče svojega dela preusmerijo iz preteklosti na sedanjost. Naj se ne izčrpavajo z prepirjo preteklosti. Zagotovo noben okostnjak ne bo živel. Tukaj ni reinkarnacije. Združijo pa naj svoj vpliv, moč in znanje za reševanje problemov vsakdana, sedanjosti. Naj združijo skrb in odgovornost za ustvarjanje pogojev, da bi reševali podjetja, da bi se lahko rešila podjetja pred propadi in da bi ustvarili razmere za nova delovna mesta. Pravzaprav naj ves državni aparat, vsi mehanizmi, ki jih ima država, naj se usmeri na učinkovito pomoč reševanja stisk delavk in delavcev, še seveda zlasti tistih, ki so izgubili delo ali pa to delo izgubljajo. Nekateri politiki ne vidijo, da drvimo v prepad, da naš vlak drvi v propad. Mi nismo na vlaku Sarkozija in Merklove in še dolgo ne bomo. Lahko bodo na tem vlaku nekateri naši politiki, tudi naši delavci in upokojenci teh na tem vlaku pač ni. Industrijska podjetja propadajo dnevno. Lahko se odpre kakšna trgovina, to da vprašati se moramo, kdo bo hodil v trgovine, kdo bo kupoval v trgovinah. Ne more biti naš razvojni cilj ustvarjanje pogojev, da bi imeli okolje prijazno do kapitala in neprijazno okolje do naših delavk in delavcev. Namreč dejstvo je, da ta porast brezposelnosti, propadanje podjetij, se ne dogaja zaradi minimalnih plač, zaradi delavskih pravic, pač pa zaradi nesposobnih uprav, požrešnosti lastnikov kapitala in pogosto tudi zaradi neodzivnosti države, da z mehanizmi pravne države prepreči zlasti zlorabe delodajalcev do delavk in delavcev. Mogoče je še en nauk
moč potegniti glede na neko dogajanje tam daleč, čeprav ni tako daleč, v Egiptu, Libiji, Tunisu in še kje. Namreč, Mednarodni monetarni fond je še pred kakšnim mesecem dni izrecno hvalil ekonomijo teh držav. Tunis, gospodarska rast že 20 let nad 5%. Reforme v Libiji, da so ta prave. Pa vendarle, ta makroekonomska slika je skrila tisto, kar zdaj prihaja na dan. Pravzaprav opozorilo za nas, za politike v Sloveniji bi morali biti, da pri teh makroekonomskih številkah in ciljih, ki jih tako radi izpostavljajo kot alfa in omega našega razvoja, ne spregledajo problematiko, ki je danes na naši tiskovni konferenciji. To je spopad z revščino, socialno izključenostjo, kajti to je podoba tudi te naše Slovenije. Ni samo podoba tista, ki je nekateri politiki tako radi prikazujejo v Evropski uniji. To, kar ste danes slišali kot naše predloge, to je samo en del naših predlogov, moram reči, da bomo tukaj bili naprej izjemno vztrajni, čeprav, kot rečeno, glavno besedo imajo pri tem vendarle politiki. Ampak poskušali bomo z vsemi sredstvi, ki jih pač sindikati premoremo. Namreč gre za nekatere sistemske rešitve, ki so v prid, ki bodo v prid vseh delavk in delavcev. Ne glede na to, a si član, a nisi član. Na individualni ravni bomo seveda zastopali naše članstvo. Ampak te spremembe so zagotovo po našem trdnem prepričanju v dobro vseh delavk in delavcev. Recimo to, kar je Andrej načel, poseg da bi spremenili zakon o pokojninskem, o jamstvenem skladu, da bi omogočili, da delavci in delavke dobijo takoj, nemudoma pomoč od države, da bi ščitili ekonomski socialni položaj delavke oziroma delavca, bomo šli dali bomo zakonodajno iniciativo preko državnega sveta. Državni svet se je načelno že opredelil za podporo. Videli bomo, a bo državni svet podpiral konkretne zakonske spremembe pri tem zakonu. Mi upamo, da bomo uspeli. Če ne bomo uspeli, bomo verjetno šli po poti prvič v tej Sloveniji preko zakonodajne ljudske iniciative. Zbrali bomo določeno število podpisov in šli preko tega v parlament. Tako da bomo poskušali na različne načine. Opozorilo, ki ste ga danes slišali tudi strani kolega Gorana, da ne čakati na Bosno in Hercegovino, ne čakati na druge države. Mislim, jih hudo resno. To je pogosto alibi za naše politike, da nič naredijo. Danes je problem Bosne in Hercegovine, ampak hkrati je problem Makedonije. Zelo podoben. Problem Hrvaške je poudarek na dnevnih migrantih. Mislim, naša država v tem delu more pokazati veliko pripravljenost, pomagati ljudem, ki so v stiski. Mislim, to je pomembno sporočilo za vse nas, ki živimo pač v tej naši državi. In res odgovornost politiko je velika in poziv, da ne glede na razlike, ki so legitimne med političnimi strankami in normalne tudi, vendarle težišče svojega dela, tudi kreganje, če je potrebno, vendarle usmerijo na sedanjost, na te probleme, ki so predmet današnje tiskovne konference. Toliko z naše strani. Je kakšno vprašanje? Lahko zaključimo? Lahko. Hvala lepa.